Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Zaključila sva 5-dnevni oddih na Madžarskem in zdaj se odpravljava proti Češki v Brno. Brno je drugo največje mesto na Češkem. Apartma imava na južnem obrobju mesta in to je zaenkrat vse, kar veva. V krožišču zavijte pri drugem izvozu. Zapeljite iz krožišča. Do tja imava pa približno 4 ure vožnje. Zdaj sva se vmes ustavila v eni domači gostilni, bova nekaj pojedla. Tessék, kérem. Egy laban cukérke, köszönöm. Töltött paprika, szuper, köszönöm. Jaz bom naročila ene cmoke, Matjaž pa filane paprike. Preverila bova pa tudi zdaj, ko imava malo čas po internetu, kako je glede vinjet na Slovaškem in pa na Češkem. Mi je pa tako všeč, ta gostilna je prav tako domača, imajo odprta okna, ne rabiš nobene klime, veliko imajo razstavljenih teh starinskih predmetov in dajo prav en tak domač pridih. Matjaž je pa med tem časom kupil prek telefona že obe vinjeti, se pravi in za Slovaško in za Češko, tako da imava to rešeno. Super, super. Ker bova Slovaško samo prečkala, bova kupila enodnevno vinjeto, stane 8 evrov, potem pa na Češkem bova pa več kot 14 dni, bova kupila pa mesečno, je pa 20 evrov. Köszönöm. Dober tek. Hvala enako. Verjetno to zelo okusno. Ja? Mi daš za probat malo filane paprike? Ja. Tudi super si se odločil. Ja. Tako včasih ne veš, koga boš dobil, ampak ponavadi je hrana zmerom dobra. In ta je res prav tista domača, pristna prehrana. Lepo sva se najedla, plačala sva 35 evrov. V glavnem ena zelo taka prijetna gostilna. Saj ste videli odprta okna, stari vrči, likalniki, star kalkulator in pridih preteklosti. In vse to naredi eno tako posebno domačo vzdušje. Zdaj sva prečkala madžarsko-slovaško mejo in prvi avto, ki naju je prehitil, je bila Škoda. Zdaj sva mimo Bratislave, do Brna imava še približno 1,5 ure. Promet teče zelo lepo, tako da se hitro premikava. Tako, zdaj sva pa prečkala že državno mejo med Slovaško in Češko in zdaj imava pa do Brna, piše še približno 50 minut. Tukaj bova preživela preostanek najinega dopusta. To je pa najin drugi apartma. Tukaj je kopalnica, WC. Potem je pa en tak prostor, kjer je kuhinja, postelja in pa še tukaj miza in pa še en kavč. Pa še balkon. Tako. Takšno majhno, ampak zelo prijetno. Na Češkem sem bila že večkrat, v Pragi celo 2-krat. V
v Brnu pa še nikoli. In zdaj bova z Matjažem naredila en kratek sprehod in si ogledala mesto. Predvsem ta stari zgodovinski del. Ima 400 000 prebivalcev in je konkretno večje od Ljubljane. Prva stvar, ki sem jo opazila, so tramvaji. Kljub temu, da je nedelja, vozijo precej pogosto. Jaz bom pa mogla paziti, da se pri prečkanju ceste ne spotaknem ob tračnice. Malo sem že utrujena, pa sem se lepo usedla, malo se bom posončkala, pol se skrijem pa v senco. Se pa spomnim, da smo imeli tudi včasih doma take ležalnike in da je bilo kar v redu. Zdaj jih pa ne vidim več. In predvsem je zanimivo, kako so vsi ti ležalniki lepo postavljeni, nič niso razmetani, tako da ne vem, ali so prebivalci in pa turisti tako uvidevni, da vse lepo pustijo pospravljeno. Lahko pa tudi, da jih vsako jutro prinesejo sem in postavijo. To je pa ena vrste kronometer, moram reči, da kaj tazga še nisem videla. To je ena taka posebna ura, zgornji dve ploskvi se skozi vrtita, ena kaže minute in ena sekunde. V glavnem ob 11 naj bi se vse te linije uravnale. Zdaj smo se ustavili na eni pijači, Matjaž je naročil čaj latte, jaz pa matcha orange. Nad mestom Brno se mogočno dviga katedrala svetega Petra in Pavla, ki svojo čudovito, neogotsko arhitekturo učara vsakega obiskovalca. Njeni vitki zvoniki rišejo prepoznavno silhueto mesta, pogled od blizu pa preprosto vzame dih. Zdaj je pa ura malo čez 12 in čas, da se malo pred soncem skrijeva, zato greva na eno kosilo. Zamislila sva si nekaj lahkega in bova videla, kaj bova dobila. Naročila sva 2 skledi solate. No, solata je kar bogata. Jaz na primer imam notri mango, piščanca, potem lečo, paradižnik, navadno solato in pa še koruzo. Matjaž ima pa solato z lososom, rižem in ostalimi dodatki. Naročila sva malo bolj lahko hrano, za kar sva plačala 16 €. Ker pa še malo osvežitve. Vsak po svoje se zabava in osveži. Za osvežitev je poskrbljeno skoraj na vsakem koraku. Temperatura je 39 stopinj, tako da je kar obupno vroče. Tudi skozi se maževa s kremo proti sončenju in res poskrbiva za to, da sva varna pred soncem. In tudi, ko popiha, sploh nimaš občutka tiste vročine, ampak recimo meni se zdi, kot da bi bilo enih 30 stopinj. Veliko ljudi se pa pred vročino skrije tudi ali pod dežnike ali pa pod dolga oblačila. Občudujem pa te dostavljavce hitre prehrane, kako se preganjajo po skirojih, s kolesom ali pa peš v tej glavni vročini. Zdaj smo prišli do gradu Špilberk, od koder je čudovit razgled na mesto Brno. Po tako napornem vzponu paše pa en Aperol špric. Čin čin.
Še nekaj sladkega, čokoladni brownie. To nama bo dal pa zdaj moči za naprej, za nas prehod. Tako lepo popiha, ampak vseeno je treba poskrbeti in kaj popiti. Limonada z ingverjem. Super sem se odločila. Matjaž ima pa liter radenske. Zdaj se bova pa še malo hladila s kuličkovo zmrzlino. Tu so ne take kroglice, tako zmrznjene kroglice, ne? In vmes se že malo topi. Super. Pa sladko je. Osvežujoče. Jaz imam okus breskev marakuja, Matjaž ima pa okus mango. V Brnu je prijetno vzdušje na vsakem koraku. Lepo je hoditi po ulicah in občudovati mesto. To je kraj, kamor se bom z veseljem še kdaj vrnila.